Dragi otroci v vrtcih, šolarke, šolarji, dragi učenke, učenci, dijakinje, dijaki. Upam, da so bile vaše poletne počitnice polne lepih in zanimivih doživetij, takšnih, da jih boste že prvi dan delili s sošolkami in sošolci, z vašimi prijatelji in prijateljicami. Začenja se novo šolsko leto, prihajajo nova spoznanja, različni izzivi, sklepali boste nova prijateljstva, osvajali nova znanja. Šolske hodnike in učilnice bo spet napolnil vrvež in seveda vaš razposejen smeh. In že v ponedeljek, ko boste hiteli drug drugemu pripovedovati, kaj vse ste doživeli med počitnicami, vas bodo zelo veseli tudi vaše učiteljice, učitelji, vzgojitelji, vzgojiteljice in vsi, ki skrbijo v šolah za vas. Ne le sošolke in sošolci, pravzaprav kar vsi vam želimo, da dobro stopite v novo šolsko leto. Da vam vsi prisluhnemo, da vam odgovarjamo na vaša radovedna vprašanja in še posebej, da učitelji, vzgojitelji spodbujajo vašo željo po znanju, vam pomagajo pri uresničevanju vaših idej, pa seveda novih znanjih. Zaupajte jim, kajti naši učitelji, naši vzgojitelji, naše učiteljice, vzgojiteljice so dobre, tiste, ki jim res lahko zaupamo. Če bo kdaj kaj težko, povejte, kar povejte na glas, kajti šola ni samo šola za znanje, šola je šola tudi za življenje. In prav je, da se delimo njihova izkustva. Šola niso samo obveznosti, ocene, učenje, domače naloge. Je zagotovo eden od tistih prostorov, kjer preživite večino svojega dne, se družite, ste aktivni, ste ustvarjalni, si med seboj pomagate, pa tudi sklenete kakšno prijateljstvo, morda za celo življenje. Zato jaz vedno pravim, šola je pravzaprav naš drugi dom. Ima dobre, včasih tudi kakšne zanimive, drugačne lastnosti, ampak tisto, kar je pomembno je, da sprejmete šolo takšno, kot je, predvsem pa kot prijateljico in ne zgolj kot obvezo. Še nekaj je pomembno. Upam, da se v šoli počutite varno. Zato bodite strpni, sodelujte, spoštujte drug drugega. Tudi pomagajte drug drugemu. Ni vsem enako lepo. Življenje izziva na različne načine, zato prisluhnimo drug drugemu. In še nekaj je pomembno. Vedno opozorimo na prvi šolski dan, kako pomembno je, da varno stopate na poti v šolo in domov. A to velja za vsak dan, ne samo tisti, ko greste v šolo in nazaj. Vedno poglejte, kako prečkate cesto, bodite pozorni v prometu, pazite nase, pa tudi koga opozorite, kaj je prav in kaj ni prav v prometu. Bo pa zagotovo prišel kakšen dan, ko vam bo domača naloga morda malo odveč, ko bo učenja preveč, ko vam morda ne bo do branja, tudi nekakšnega reševanja, na primer zahtevnih matematičnih enačb. Takrat vas spodbujam, da greste v naravo, da se gibljete, da v športnem in zdravem duhu zaživite vsi skupaj, tudi z vašo družino. Pa še nekaj, takrat imejte v mislih, da je znanje tisto bogastvo, ki vam ga res nihče ne more odvzeti. Je naložba za vaše življenje in kot izobrazba nekaj tistega ključnega za vašo rast, razvoj in prihodnost. Včasih pa ni nič narobe, če vam je preprosto dolg čas. Tudi take trenutke potrebujete, kajti vem, da je v vas veliko dobre volje, smeha, tudi kakšnih idej za kakšno novo dejavnost, nov krožek, šport, kakšno knjigo, predvsem pa druženje. Pa ravno prav tehnologije, nič preveč telefonov in računalnikov, kaj ne? Želim vam, da bi vam bilo v novem šolskem letu lepo, da bo veliko zadovoljstva in uspehov tudi pri znanjih, predvsem pa, da se boste dobro počutili. Srečno! Spoštovani vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice, učitelji, profesorice, profesori, ravnateljice, ravnatelji, direktorice, direktori, strokovne sodelavke in sodelavci, dragi vsi, zaposleni v šolah in vrtcih. Vzgoja in izobraževanje sta eden ključnih stebrov naše družbe. S svojim poslanstvom, pa tudi srcem, širite obzorja otrokom, mladostnikom, soustvarjate družbo znanja. Vaša odgovornost je velika. Pričakovanja do vas so vse večja in vem, da jih ni enostavno izpolnjevati. A vendar, prav zaradi vas je slovenska šola dobra šola, trdna in kakovostna. In prav vi ste tisti, ki soustvarjate zelo odgovorno in predano
vse dobro otrok in mladih in predvsem njihove prihodnosti. Novo šolsko leto tudi za vas prinaša kar nekaj sprememb, denimo drugačno ureditev delovnega časa, novosti pri razširjenem programu v osnovni šoli, nenazadnje tudi spremembe, ki jih prinašajo novi zakonski predpisi in podzakonski akti. Vem, da so pri nekaterih bila kar malce razburjanja, a vendar znali smo jih uskladiti in upam, da jih bomo znali tudi razumno prevesti v vsakodnevno življenje otrok in mladih in predvsem vseh vas, ki delujete in sodelujete v šolskem prostoru. Drži tudi, da včasih strokovne rešitve razumemo različno, da jih vidimo različno, a moje trdno verjetne je, da jih vedno znamo umestiti tako, da je to v dobro vzgoji in izobraževanju, predvsem pa mladim in otrokom. In še nekaj je pomembno. Vem, da smo vsi zavezani k istemu cilju. To je, da vzgojo in izobraževanje vedno in znova postavimo na tisto vidno in trdno mesto, ki si ga v družbi zasluži. Upam, da bo tako tudi z novo vlado. Drage učiteljice, učitelji, vzgojitelji, vzgojiteljice, spoštovani ravnatelji, ravnateljice, direktori, direktorice, vsi, ki so ustvarjate šolski prostor in ga razvijate. Vi ste tisti, brez katerih ni kakovostnega šolstva, ni uspešnih rezultatov in razvoja otrok in mladine, pa tudi nezadovoljnih staršev, celotne družbe. Tako najmlajšim kot tudi šolarjem in dijakom ste pogosto velik vzor, pa tudi podpora in predvsem včasih tisto res pravo uho za slišanje in videnje. Hvala vam, da pri njih spodbujate njihovo ustvarjalnost, kreativnost, radovednost in pomagate, odkrivate različne talente. In kot rečeno, predvsem jim prisluhnite. Za vaše prizadevno delo se vam res iskreno zahvaljujem. Veliko smo sodelovali, veliko smo storili dobrega, vedno je še kaj, kar je primerno in potrebno in potrebuje razvoj. A vem, da smo vsi skupaj stremeli k napredku, prav zato, da bo družba še trdneje verjela, kako pomembno je znanje, kako pomembna je šola, kako pomembna je znanost in kako pomembno je, da znamo z mladimi sodelovati, jih slišati in seveda tudi prisluhniti. Pa ne le to. Hvala vam za to, da smo soustvarjali pedagoški pa tudi šolski mir, prav takrat, ko je bilo najbolj potrebno. Prepričana sem, da boste tako odgovorno in s srčnim poslanstvom kot do sedaj tudi v prihodnje opravljali svoje delo. Vse dobro pri vašem delu in uspešno v novem šolskem letu.